Torej, razmišljamo zdaj o Marijinem očiščevanju in Gospodovem darovanju v templju. Vemo, da v latinski cerkvi je dosti večji poudarek na Mariji, na njenem prazniku, ampak dobro, tudi zraven seveda Gospodovo darovanje. Torej, vemo, kako gre zadeva, ko so se dopolnili dnevi njenega očiščevanja po Mojzesovi postavi, so ga nesli Jezusa v Jeruzalem, da bi ga darovali Gospodu, kakor je zapisano v Gospodovi postavi. Vsak moški, ki odpre materino telo, dobesedno rečeno, naj bo posvečen Gospodu. In da bi darovali daritev, kakor je zapisano v Gospodovi postavi, par grlic ali 2 mlada goloba. Smo vzeli malo dobesedno, te stvari, ker včasih je dobro malo videti tudi tako. Se pravi, sveti Luka, pogan, ki je napisal tudi za pogane svoj evangelij, dosti bolj, ne? No, nekako vsi evangeliji so bili, nekako pravijo, napisani tudi v hebrejščini oziroma aramejščini, kakorkoli, potem pač v grščino prirejeni, tukaj je boljša grščina in tako naprej, ampak da ne bomo se preveč s tem ukvarjali. Torej pripoveduje, Jožef in Marija sta izpolnila to izrazito judovsko ustavo. Se pravi, Marijino očiščevanje, torej odprto njeno telo, se pravi, čeprav vemo, da se to ni ravno zgodilo pri Mariji, kot bomo tudi kasneje rekli, in seveda darovanje prvorojenca v templju Bogu. Najprej Jezus je dete duhovnik, se pravi, sveti Luka se osredotoča na to prvotno posvetitev prvorojenega sina, manj na njegovo odkupitev iz tega levitskega duhovništva. Torej, ne omenja 5 šeklov, ki se je plačalo duhovnikom ob tej priložnosti, navaja odlomek iz 2. Mojzesove knjige, iz Eksodusa, o posvetitvi sinov, ne pa iz knjige Števil, Numeri, 4. Mojzesova, o tej odkupitvi 5 šeklov. Torej, stalno ponavlja, poudarja Marijino in Jožefovo pokorščino, postavi, pa vemo, da sta verjetno tudi tisto zapoved izpolnila, da so tudi dali tistih 5 šeklov, neverjetno, ampak dobro. S daritvijo v templju Jezus popravlja Izraelov izvirni greh, ker so častili zlato tele, zaradi katerega je Bog začasno odvzel duhovniško službo prvorojencem in jo je omejil samo na levi rod. Tako da Jezus je odkupljen iz levitskega duhovništva in s tem ponovno vzpostavi duhovništvo prvorojenca. Pravi, Božji večni sin in večni veliki duhovnik, pravi duhovnik edini, ki spet vzpostavi to duhovniško službo. Kot da sveti Pavel pismu Hebrejcem razlaga, da je Bog uvedel novo duhovništvo po Melkizedekovem redu, ker vemo, da Melkizedek je že bil druge vrste duhovnik, ki je daroval Bogu, vemo, kaj je daroval Bogu, se pravi, kruh in vino, Tako da je že ta arhetip predpodoba svete maše. Ker levitsko duhovništvo pač ni moglo ničesar pripeljati do popolnosti, ko razlaga sveti Pavel, da te žrtvene daritve, da to ni moglo pač odkupiti, Ta namen sveti Luka postavi številne vzporednice z dečkom Samuelom, ki je bil prav tako darovan v templju. Že kot otrok je opravljal duhovniško službo, Samuelova mati Ana je bila nerodovitna, brez otrok, pa je spočela po Božjem posegu, kakor je bila Marija po naravi deviška, pa je Jezusa spočela po Svetem duhu. Ana je svojega otroka posvetila Gospodovi službi in ga, ko je bil še zelo mlad,
prinesla v tempelj ter darovala daritve, kakor je storila tudi Marija. Anina hvalnica, neposreden vzor Marijinemu magnifikatu v Lukovem evangeliju. Zelo obsežne in velike vzporednice. Veselje v Gospodu, ponižanje prevzetnih, povišanje ponižnih. Samuel je služil pred Gospodovim obličjem kot otrok oblečen v laneni efod, ki je bil duhovniško oblačilo. Luka zaključi drugo poglavje skoraj dobesednim navedkom iz Samuelove mladosti, Jezus pa je napredoval modrosti, starosti in milosti pri Bogu in pri ljudeh. Za te stvari. Jezus je tudi daritev, je duhovnik in daritev, sacerdos et hostia, to poznamo te stvari. Ne? Darujte Gospodu vse, kar odpre materino telo, kar je moškega spola, kot je rekla postava. Jezus je bil ob darovanju novi veliki duhovnik po Melkizedekovem redu, kot smo rekli, in kakšna je bila njegova daritev, Devica Marija daruje Jezusa samega očetu, s čimer je napovedala njegovo prihodnjo smrt na križu, kot da imamo enega razlagalca liturgičnega, pater Pius Parš, v delu Cerkveno leto milosti, opisuje darovanje kot daritev njegovega življenja in pri tem je njegova smrt na križu posvetitev in povzdignjenje. Darovanje, ki nosi vnaprej določeno senco križa in Jezusove popolne daritve očetu. Pa Simeonova prerokba ob tej priložnosti, ki napoveduje prihajajoče trpljenje in zavrnitev tako za otroka, kakor za mater. Upadec in vstajenje mnogih v Izraelu in znamenje, ki se mu bo nasprotovalo. Kako bi dva golobčka odkupila od rešenika vseh ljudi. Daritev ne sme biti darovana za daritev, je eden izmed ugovorov svetega Tomaža Akvinskega proti darovanju. Prav v tem vidimo ta paradoks, ironija, skrivnost darovanja. Sledi drugim paradoksom Jezusovega otroštva, kako je Bog lahko sploh postal človek, kako je lahko brezgrešni prejel obrezo. Sveti Tomaž ugovarja, kako je lahko tisti, ki je po hipostatični zvezi, torej ta zveza med, bi rekli, njegovo človeško pa božjo naravo, ne? In ta zveza tudi med osebami Svete Trojice in tako dalje, ne? Se pravi te zadeve, ne? Hipostazis, se pravi osebe in tako, ne? Druga božja oseba, Božji sin, ne? Ki je popolnoma navzoč v Bogu, pa kako je sploh lahko druga božja oseba Svete Trojice darovana Bogu, ne? Ko pravi, ne? Ampak Tomaž potem odgovori z navedkom svetega Atanazija: Kristus je bil obrezan v mesu ne zaradi sebe, ampak da bi nas po milosti naredil Božje. Da bi bili mi obrezani v duhu, tako je bil tudi za nas darovan Gospodu, da bi se mi naučili darovati same sebe Bogu. Jezus je tudi svetišče, je tempelj. Prihod Gospoda osebno v svoj tempelj je bil napovedan v Stari zavezi in se prvič izpolni ob tem Jezusovem darovanju. Glej, prihaja Gospod, ki ga iščete, in angel zaveze, ki se ga želite, in tako naprej, ne, govori Malahija v 3. poglavju. Torej berilo na praznik svečnice. Ne. Na svečnico ni Pavlovega pisma, ki je običajno, ne, ampak Malahija. Leviti, ki predstavljajo diakone in duhovnike nove zaveze, prijetno daritev se nanaša na daritev Jezusovega telesa in krvi v euharistični daritvi. Kako naredimo prispodobo, kako prikažemo, torej procesija pred mašo. Ne. Tudi na cvetno nedeljo podobno prikažemo, ne. Tukaj s svečami, tam z vejami, z butarcami in tako naprej. Torej, ta zadeva. Pravi katoliška enciklopedija, da slovesna procesija predstavlja Kristusov prihod Kristusa luči sveta v Jeruzalemski tempelj. Ne. To, da Jezus izpolni tudi prerokbo preroka Ageja,
ki ob obnovitvi templja je napovedal, da bo drugi, manj veličasten tempelj boljši od Salomonovega. Prišel bo za želeni vseh narodov in napolnil bo to hišo s slavo, govori Gospod nad vojskami. Slava te zadnje hiše bo večja kakor prve, govori Gospod nad vojskami, in na tem kraju bom podelil mir. Prerok pa govori o templju Jezusovega telesa, ki bo poveličano, obujeno. On pa je govoril o templju svojega telesa, pravi Janez. V tem 40 dni starem dečku je bilo večje prebivališče Boga, kot pa v veličastni stavbi pred njihovimi očmi. Tako razumemo Jezusovo izjavo, tu je nekaj večjega od templja. Torej, to je resnična izjava samo, če je on sam človečeni Bog. Ko je Bog vzel Salomonov tempelj za svoje prebivališče, je prišel v oblaku slave, tako da duhovniki tam niso mogli služiti. Zdaj pa prevzema svoj tempelj v tišini in skritosti kot novorojenček. V tem uboštvu Jezusa in Marije, vse Kristusovo otroštvo je skrivnost uboštva. Rojen je v jaslih, v revnem, nepomembnem Betlehemu, živi v Nazaretu, ki je prav tako še manj pomemben. Moramo vedeti, Betlehem je sicer bil Davidovo mesto, ampak takrat je bilo vsem zanemarjeno mestece, brezvezno mestece, so že zdavnaj nanj pozabili, samo Jeruzalem, pa Betlehem je zelo blizu tam, če ste bili kdaj vse te deželje, pa ste to videli, tako da to. Vsekakor so nas nad vse pregledovali, ker je bila to meja, Betlehem v tej Palestini, tako imenovani, kot državi, in Jeruzalem v Izraelu, ne cel, ampak večji del, potem se je prehajalo to mejo. Se pravi, Jezus je tudi podvržen odkupitvi tistih, ki niso si mogli privoščiti kaj dosti. Jezus je odrešenik vseh, pa prav tako se podvrže odkupitvi. Torej, jagnjeta si niso mogli privoščiti, kar je zahtevala Mojzesova postava, tako da 2 grlici ali 2 golobčka. Vse te beda častitljivi, primerno navaja Pavla, saj poznate milost našega Gospoda Jezusa Kristusa. Čeprav je bil bogat, je zaradi vas postal ubog, da bi vi po njegovi revščini obogateli. Zato je hotel, da bi bila zanj darovana daritev ubogega, kakor je bil ob rojstvu povit v plenice in položen v jasli. Se te beda zaključuje. Marijino očiščevanje, torej naš Gospod, smo rekli, ni potreboval odkupitve, naša Gospa ni potrebovala očiščenja. Sveti Tomaž uči, da se je Kristus podvrgel obrezi in drugim bremenom postave, da bi nas učil ponižnosti, pokorščine, pokazal svoje odobravanje postave. Marija je storila enako, ker se je spodobilo, da bi bila mati v ponižnosti podobna sinu. Celo predlaga, da je Mojzes po Božjem navdihu postavo oblikoval tako, da Marija pravzaprav ni bila zavezana k njenemu izpolnjevanju. Če žena spočne in rodi moškega otroka, bo nečista 7 dni, ne 47, To potrjuje starodavno katoliško vero, da je bila Marija devica ne le ob spočetju, temveč tudi ob porodu, brez bolečin, brez prelitja krvi, te stvari. Poznamo upodobitve s 3 zvezdami, pred, med in po porodu devica. Stalno devištvo Marijino, se pravi, Jezus tudi ni, torej, kot smo rekli, odprl njenega telesa, tako kot je bilo rečeno, torej to. Ampak vendarle se je podvrgla temu. Tako da to, ker je bila obvarovana vsakega greha, je bila izvzeta iz Evine kazni, v bolečinah boš rojevala otroke. Sveti Tomaž pravilno sklene, blažena devica ni bila deležna nobene nečistosti in zato ni potrebovala očiščenja, ampak prostovoljno se je temu podvrgla. Marija se predstavi kot soodrešenica, lahko povemo Tučutu, da bo vesel. Tako da to.
Ni naključje, da se katoliški teologi pri razlagi Marijine vloge kot soodrešenice obračajo prav k darovanju v templju. Tistega dne je bil Jezus prvič darovan Gospodu. Kdo ga je daroval? Marija. Tako imamo vlogi obeh. Jezus je edina daritev, edina žrtev prava, edino zveličanje, odrešenje. Marija ima pri tej daritvi bistveno sodelujočo vlogo, sodelavka odrešenja. Simeonova prerokba, ki jo Luka posebej naslovi na Marijo, napoveduje, da bo Kristus povzročil padec hudobnih in vstajenje pravičnih. Obenem pravi: in tvojo lastno dušo bo presunil meč, da se razodenejo misli mnogih src. In zdaj pridemo do meča Romfaja, se pravi dolg, težak meč, kaže na moč, veličino napovedanega trpljenja. Zelo hudo trpljenje. Pravzaprav največje možno trpljenje. Tako da to. Marija je bila iz vernega greha obvarovana in tudi bolečin ob rojstvu. Ampak namesto tega je neizmerno trpela ob križu, ko je rodila Kristusove duhovne brate. Te predstavlja sveti Janez. Lepa zamenjava, ne? Namesto brezmadežnega jagnjeta dobiti te zelo omadeževane otroke, ne? Tako da to. V vzhodnih cerkvah je praznik očiščevanja predvsem Gospodov praznik, ne? V latinskem obredu smo rekli Marijin praznik. Prva molitev pri blagoslovu sveč, po priprošnji blažene Marije, vedno device, katere praznik danes pobožno obhajamo, ne? Spravi Marijino očiščevanje. Najstarejši Marijin praznik pravzaprav v koledarju, primeren dan za obnovitev naše pobožnosti do nje, zlasti do čistosti njenega brezmadežnega spočetja. Lahko se poistovetimo s Simeonom tudi, cerkev nas spodbuja, prepoznajmo v Simeonu, ki je z ljubezno sprejel dete Jezusa, vse naroče razglasil svoje življenjsko poslanstvo za izpolnjeno. Enako bi morali tudi mi storiti, ko ga prejmemo svoje srca pri svetem obhajilu. Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika po svoji besedi v miru, kajti moje oči so videle tvoje zveličanje. To je molitev v sklepnicah, Nunc dimittis. Torej, ob koncu dneva, duhovniki, redovniki to molimo in ob koncu našega življenja. Zato se svečnica v grški cerkvi imenuje Hipapante, srečanje. Simeon se sreča z Gospodom, tudi mi se srečamo z Gospodom, se veselimo zveličanja. Ta Pius Parš v navedku svetega Ambroža dodaja: sprejmite v svoje naročje Božjo besedo, objemite jo s svojimi deli, to so kakor roke vaše vere, tedaj boste osvobojeni in ne boste okusili smrti, ker ste videli življenje z veliko začetnico. Ko da, svečnica in ta dan je zelo poudarjena simbolika luči, sveče, luč, izgorevanje, darovanje sveč, luč, ki preganja temo, luč v razsvetljenje in tako, ne. Simon je prvi prepoznal Jezusa kot luč sveta, luč v razodetje poganom. To se nanaša na Izajevo prerokbo o Mesiju. Tako da te zadeve malo. Premalo je, da se mi služabnik, da obnoviš Jakobova plemena in zbereš Izraelove ostanke. Glej, postavil sem te za luč narodom, da boš moje odrešenje do skrajnih meja zemlje. Luka potem omenja, da je bila prerokinja Ana iz severnega, iz Aserjevega rodu, da bi nakazal to zbiranje razklopenih rodov po Mesiju. Še več, Kristus ni samo luč v razsvetljenje poganov, je luč v razsvetljenje vseh narodov, ne? Spravi to, luč za vse narode. Tako da v hiši molitve za vse narode, ki jo bo Jezus pozneje očistil, tempelj, ne, je po Simeonu razglašen za luč poganov. Tako da vidimo, ne, skrivnost tega praznika, ki je izpraznitev, ne, kenozis bi rekli Grki, ne, spravi ta izraz. Jezus Kristus se je izpraznil
svojega božjega veličastva, ne, pravi sveti Pavel, ne, tam dobimo, ne. Ni potreboval odkupitve, ni Marija potrebovala očiščenja, pa kljub temu sta se po nežnosti in pokorščini podredila Božji postavi. To je tudi naše življenje, zlasti v času, ko se Kristusove zapovedi pogosto obravnavajo kot ideali, ne, rečejo, to so ideali, ne, tega se ne da živeti, ne, rečejo. Ni mogoče živeti Božjih zapovedi, ni mogoče izpolnjevati, ne. A ni mogoče? Ja, če hočeš ti živeti sam po teh zapovedih, ne, te ni mogoče. Z Božjo milostjo je pa vse mogoče, ne. Tako da Bog nam je dal tudi milost, ne. Torej, vsak človek pa ima vsaj pomagajočo milost, ne, če že posečujoče ne dobil, ne. In samo po tej pomagajoči milosti, ne, sveti Tomaž lepo pove, ljudje, katerikoli, ne, že na tem svetu, lahko delajo dobro, ne, sami po sebi ne bi mogli delati dobrega, ne. Vse je Božja milost, vse je milost, bi rekla sveta Klara, ne, tako da te stvari ima, ne. Torej, zapovedi niso ideali, zapovedi treba živeti, ne. Zapovedi so življenje, ni nekaj, čemur bi rekli oni, ne, so ideali, ne moramo temu slediti, ne. Ne, je treba temu slediti, ne, to. Svečnica, ki govori o Kristusovem novem duhovništvu, prinaša popolno evharistično daritev, prinaša novi tempelj. Govori o svetosti Božjega večnega Sina, popolni svetosti naše Gospe, o njenem sodelovanju pri odrešenju zdarovanja Sina, gleda nazaj k Božiču, še bolj pa naprej k velikemu petku, veliki noči, nazadnje tudi k našemu lastnemu darovanju v nebeškem templju. Da bi mi, ko ti darujemo te sveče, bili vredni in prižgani, če tako rečemo, ne, razsvetljeni, ne, ampak dobesedno prižgani. Seveda mi bomo rekli razsvetljeni v slovenščini, ne, sveto lučjo tvoje presladke ljubezni, zaslužili biti predstavljeni tudi v svetem templju tvoje slave.